Kako so v bistvu otroci spremenili tvoj življenjski stil, tvoj življenjski slog? 100%. 100%, vse na glavo. Res. Ampak bom rekla, da Moja današnja gostja je Sabrina Vidovič. Je vsestranska ustvarjalka, vizažistka, podjetnica, mamica, ki navdušuje ljubitelje lepote. Na Instagramu jo poznamo pod pljuvnico, ki se predstavlja z imenom Many Loves by Sabrina, drugače pa tudi solastnica oziroma lastnica blagovne znamke Sabrina Label, ki združuje svojo strast do ličenja, lepote, mode, nakita in zdravega življenjskega sloga. Sabrina, dobrodošla. Hvala, zelo lepo si me predstavila. Super, zelo lepo si povedala. Hvala. Jaz bi kar začela s prvim vprašanjem, glede na to, da imamo klepet ob mači. Me zanima, s čim se ti najraje zjutraj razvajaš, oziroma kaj si naročiš, ko greš s prijateljicami na čvek? Pa res mi je v zadnjem času mača tako postala priljubljena pijača. Tako kot sem že rekla, jaz nisem ljubiteljica zajtrkov težkih. Raje imam mačo ali pa kako kavo in mi je zdaj to malo razbilo tisto monotonost, ker se mi zdi, da kave smo že vsi vajeni, pa malenkost bolj zdrava je. Tako da jaz sem velika ljubiteljica mače. No, super. Je pa res, da bi jo pa še rada mogoče v kakih jedeh poskusila, to pa še nisem, ker zelo rada drugače kaj ustvarjam, kuham, tako da še poskusim si mogoče kaki zajtrk ali pa kako sladico s tem pripraviti. Se spomnim, ko smo na Japonskem, tam imajo vse z mačo. Res? Sladke, slane jedi, tam je vse z mačo in takrat sem jo spori izljubila. Aha, jaz obožujem japonsko hrano, ampak vidiš, nisem pa še tako daleč, ne, sem bolj basic sushi. Si boš. Pa me zanima, mogoče za začetek, da nam poveš, kako se je v bistvu začela tvoja pot. Si zdi začela, jaz zdaj imam informacije, kakor vem, kakor spremljam kot vizažistka. Ja, tako. Si začela, Sem začela. In kako se je pa to v bistvu vse razpletlo do tega, kjer si danes, ko imaš ful enih različnih projektov, stvari. Saj to pri meni res si vedno tako so malo zmedeni. Kaj v bistvu ti sploh delaš? Ful enih stvari pač, ampak mogoče od začetka povej, kako se je začelo, da smo prišli do danes. Jaz sem začela z ličenjem, jaz sem bila vizažistka, oziroma v bistvu prvo se je začela seveda iz neke ljubezni do ličenja, ker sem kot najstnica jaz to spremljala na YouTubu, to je bil tisti največji razmah make-upa, verjetno se spomniš, da je bilo nekaj časa tudi na Instagramu ogromno teh make-upov in vsega, tega se več ni toliko, nažalost, ne, ampak jaz sem to začela res ljubiteljsko in potem sem šla delati ta tečaj za vizažistko in meni se je takrat prvič v življenju res zdelo, da pač delam nekaj prav za sebe. Ker jaz sem drugače študirala, ampak se nikoli nisem našla v slovenščino in zgodovino sem študirala. In mi je to tako ni bilo, sem se lahko naučila, sem se izpita naredila, ni mi pa tisto srce igralo pri tem. In potem sem začela z ličenjem in se mi je zelo hitro nekako takrat to začelo v profesionalno stvar razvijati. Kako si bila stara takrat? Pa po mojem ravno tak nekje 18 nekje tu, tako mlada, čeprav zdaj se mi zdi, da punce že še mlajše začenjajo, zdaj je to tako še bolj. Ko je tako dostop do informacij po vsega, da se lahko naučiš. Možnosti, imaš ogromno, dobiti te znanje. In potem sem nekaj časa samo ličila, torej ogromno sem imela tečajev, to še mi je zdaj tako neverjetno za tisto leto, ampak ful se je teh tečajev začelo, začela sem malo YouTube snemati in se mi zdi, da so se kar te stranke potem nekako začele nabirati. In potem sem jaz nekako iz svoje želje, potem, da bi jaz imela pri roki te materiale, predvsem trepalnice, da bi jaz začela svoj brand, zato ker je bilo pa to bolj dostopno v tujini in iz tujine si to vedno čakal, pa carinjenja in vse, pa sem rekla, zakaj pa ne. Sem pa takrat ravno imela z eno prijateljico ta prostor in ona je pa imela bolj produkte, torej ona je prodala oblačila in mi je vedno rekla, pa Sabrina, to je super, ti greš na dopust in ti lahko še vseeno prodajaš, ne, še vedno teče podjetje brez tebe, ker če imaš ti storitev, pa greš za 3 tedne kam, si kar malo, ne. In sem v bistvu začela z trepalnicami, tako da to je bil prvi produkt in mislim, da kakšni 2 leti so bile samo trepalnice in še vedno sem jaz bila striktno make-up artist in sem pač vse delala okrog tega, tudi Instagram, potem pa sem začela z drugimi produkti in zdaj je Sabrina Label taki skupek, saj niti ne vem, stvari za punce, za ženske, karkoli mene v nekem trenutku navdihne in ni neke rdeče niti, ampak mi je to po eni strani nekako všeč, ker imam rada. Moje življenje je tudi tako raztreseno in vsega je po malem. In to je Sabrina Label tudi. Pa si že od malega vedela, da želiš biti podjetnica v teh podjetniških vodah, a to prišlo bolj spontano? Res spontano. Jaz sem bila v bistvu
zelo proti, oziroma sem vedno govorila, da bi rada imela nekaj bolj tak, da ne rabim razmišljati, da ne rabiš po službi še priti domov in se s tem ravnjevati. Vedno se mi je to zdelo nekaj, kar mogoče meni ne bi uspelo. Nisem toliko verjela v sebe, sem vedno mislila, da to moč biti pa res neka posebna vrsta osebe in se mi je zdelo čist nedosegljivo. In se meni, tak, veš, ko se ozreš nazaj v življenje, se mi zdi, da se mi skozi dogaja stvari, za kjer sem rekla, to pa nikoli. Ampak res, nikoli reči, ampak na srečo pozitivna, pač nikoli nisem niti želela ali pa se videla živeti v hiši, tudi se mi je zdelo nedosegljivo. Mi smo bili iz bloka, vsi smo bili pač starši, so bili, mislim, tam ok, hiša, ampak nisem se videla, da bi jaz to želela in se mi je tudi to zgodilo. Tako da očitno res največ se za tega zarečenega, ker se največ boji. Ja. Ampak to se mi je zgodilo čisto spontano, pač potem, ko sem imela toliko strank, sem pač mogla iti to delati podjetje, pač resnično sem potem poklic svoj začela in isto se je potem spletna stran, najprej sem preko Instagrama nekaj prodajala, več začetki. Potem pa, ko se pa je enkrat začelo, ko sem šla malo bolj profesionalno v to, potem pa je samo raslo, oziroma se je vse skupaj povečalo, tako da mislim, da sem dobre odločitve takrat sprejemala, no, sem vesela. Pa kaj pa je danes tvoja prioriteta? Je to influencerstvo, je to ličenje, še vedno sploh ličiš, ali je to blagovna znamka? Ali vsakega pomalo? Vse troje, jaz se res ne morem odločiti, oziroma nič od tega ne bi dala v stran, zato ker pač ličenje bom zavedno delala, ker je to, se mi zdi pač, se ne da se hvalim, ampak res se mi zdi, da sem dobra v tem, pač rada to delam, vidim, da so stranke vesele, imam tak salonček lepi, urejen, rada grem tja, ampak ne bi pa tega recimo mogla delati 8 ur na dan, pač niti ne bi želela, ker vseeno imam rada tudi druge tipe dela. Potem seveda moj brand, to mi je nekako osnova, zato ker se mi zdi, da to je tisto, kar lahko ostane, tudi to, kar bi rada mogoče otrokom naprej prenesla, če se bo dalo, moram preimenovati mogoče. Ja, pri meni je vse Sabrina. Potem te poznamo, veš. Ja, zdaj je, kar je. Tako da moj brand definitivno bi rada. Spet Instagram pa je mogoče taka stvar, ko se vsi vedno sprašujemo, kako dolgo bo to, ampak se mi zdi, da zelo se pa vidim tudi v ustvarjanju vsebin. Rada zbiram neke ideje, pa naredim nekaj po svoje. Tako da zelo težko bi rekla, da kjera stvar prevladuje. Pač pri meni je res tak, en mesec je bolj to, drugi mesec je bolj to in po moje, dokler bo šlo, bom vse troje delala, ker mi je vse troje v veselje. Pa pri teh stvareh ti pa pomaga tvoj ni še mož, Marko. Ja, ni še mož, ne vem, kdaj bo, če bo, malo smo zamudila s tem. Nikoli ni prepozno, so še mlada. Pa tak 16 let zveze, zdaj že malo. A toliko ste že skupaj? 16 let smo že skupaj, ja. Pa so ful mlada začela. Ja, v srednji šoli, mislim, da sem jaz bila 15, prvi letnik. In on pa 16 in ravno zdaj, ko sem se vozila s tem, sem razmišljala, ker sem vedela, da me boš verjetno vprašala kaj o začetkih. In sem prav razmišljala in jaz se spomnim, da je Marko meni posodil prvi denar, da sem si jaz naročila tiste prve trepalnice. Prvič mi je pač, vedno pri teh stvarih, ki so bile tak prvič, ne vem, prvič, ko sem si šla po neko malo lepšo torbico, je bil on zraven, mi je nekaj poslal, pač vedno je bil ona vodilna sila, ki me je naprej pušala in čeprav včasih rečem taki, pa ne, kao moram se sama, pa ne vem kaj, vedno se ti zdi, da pač ti ful delaš, veš kak je to, se meni zdi, da vse je na meni, polko tako mislim, da pač ful ne bi mi uspelo, bo moja vse tako dobro, če ne bi imela neke dobre te v ozadju podpore in od staršev in od Markota, tako da to moram povedati. Pa da delata skupaj, ne? Ja, sicer on ima zdaj svojo službo, ki si jo je pač ful ne želel, ampak malo je bilo že pol, ko delaš 100% vse skupaj, malo rabi vsak nekaj svojega. To smo ugotovila, pač zdaj, ko so otroci bili malo večji, smo ugotovila, da ni najbolj zdravo, da si skozi doma, ker mi dva smo delala od doma, pa skozi doma, pa skozi skupaj in bomo videla, mi da smo ful tak, odločamo se sproti, tako da zaenkrat, mi pa mislim, delamo še vedno, ne uspem on ima zdaj v bistvu svojo službo, da nisa zdaj 100% več skupaj. Ampak ima malo dela od doma, tako da ni zdaj, tako da 100% se ne vidimo, še vedno smo po moje več skupaj, kot je normalno, ker smo tudi, pač, ne vem, rada si vzamemo čas za sebe, pa tako da, zaenkrat nama tako ustrezano. Kako pa v bistvu iščeš ideje za vse te nove izdelke, ki jih imaš? A to si tudi z njegovo pomočjo ali sama, odkot pride te ideje? Mi s Filipom smo namreč navdušeni nad temi flaškami za vodo. Odlično ste videla, da je to tako lepo. Pa eno v spalnici, pa eno doma, pa eno v službi. Ma črno? Ja, absolutno črno. Ene 3 črne si že kupil. Super. Da smo nad tem navdušeni. Da me zanima, kako zbiraš
izdelke, ideje. Pa sej to je po mojem tisti najhujši del, oziroma najbolj taki stresni, ker vedno hočeš narediti nekaj, kar bo res ljudem všeč, ne? Ampak jaz vedno izhajam iz sebe, pa nikoli nimam nekega game plana za sabo, vedno sem tak, ok, to mi je všeč, kako bi jaz to naredila svoje. In ko grem čez neka obdobja življenja, potem se nekako temu prilagajam, vsaj ko sem imela to zdravo obdobje in trening, sem pač videla, da bi imela nekaj za piti vodo, ker drugače sem jaz bila na nekih nezdravih pijačah in sem rekla, hočem vodo, pa da si lahko nekaj prenašam in so bolj tak nastali tumblerji. Tako da vedno sem nekako iz tega, kar jaz potrebujem, bolj se mi vedno zdi, da sej nisem verjetno edina, da verjetno še kdo potrebuje iste stvari in pač res izhajam iz sebe. Marko pa nima kaj dosti vpliva na to, ker on je vedno taki, on je bolj tisti izvršni. On ima rad, da jaz njemu povem, kak je treba zdaj narediti, ful rad dela recimo pakete, to tisto, on se ful potrudi pri delanju, on tak skrbno to zapakira, ko jaz sem pa ono ideje, vse kar je bolj tak kreativnega, kar se pa tiče pol pakiranja in tega meni to tak dolg čas postane, jaz to ne morem delati, tako da on pa temu živa. Ja, ampak tudi za ideje ni on najbolj, reče ti, ker delaj, jaz bom pa naredil pol, ko boš že vedela, kaj bi. Pa te stvari, ko jih snimaš, to se sama snimaš, ali ti to pomaga? Ne, vse delama sama, tu mi Marko pomaga s snemanjem. Jaz sem taka, da imam rada neki svoj krog ljudi in ful težko spustim noter in se mi zdi, da če bi jaz mogla iti z profesionalci to vse snemati, da mi več ne bi bilo tako fajn. Mogoče tu in tam ja, ampak da bi pa imela tak prav vsak teden neka snemanja, slikanja, to pa mi ni raje, naredim tako bolj organsko, pa se mi zdi, da sem Marko zdaj že malo mu pokazala, kaj mi je všeč, kaj so trendi, da malo tudi on ve, pa sledimo temu, ja. Kaj pa zdaj za naprej? A že lahko pričakujemo leto še kak nov izdelek? A že kaj veš, kaj nas čaka? Ja, mislim, lahko kaj deliš z nami ali še ne? Čisto, da bi bila nova stvar, ne. Pridajo pa ti tumblerji ravno za vodo, pridajo malo drugačni obliki. Ja, tako da bom ti pokazala, kako bodo tu boš dobila. Ampak ja, to pride, ker sem vedno hočem pač te stvari, ki so še nadgrajevati. In to mi je tudi cilj, da ne nazaj samo dodajam nekih novih stvari, da pa ljudje samo se nas sprašujejo, kaj zdaj spet to. Ampak tukaj pa seveda planerji letni tega pa pridejo. Ja, pridejo. To zdaj vsi čakajo. Ja, pa bodo. Čez kakšne 2-3, oziroma ne vem, kdaj bo to izdano, ampak zdaj verjetno mogoče v tem, ko bomo mi dve dale oddajo ven, če znajo biti. Tako da, ja, nekje konec oktobra upam, da bodo. Jaz sem ga že dvakrat imela, tako da tudi pohvala. Ja, ful lepo. Kako lepo, super. Tako da ja, me je ful všeč, ker je zelo pregleden, ker ima glih to, kar rabiš, ni preveč. Ni preveč, ne? Ja, pa vedno je zelo lep. Ja, super. Upam, da ti bo letos tudi. Ampak mislim, da smo ostali v svojih okvirih, to, kar nam je všeč, ampak malo, vedno jaz moram malo spremeniti. Ker drugače se naveličaš, ne? Tako da zdaj sem ravno imela najbolj ta stresni čas oblikovanja in to mene tako malo v stres spravlja, ker ko že dolgo časa nekaj gledaš, več na koncu ne veš, ali ti je všeč. Kakšne barve bodo letos? Ja, bež ostaja, drugače pa platnice bodo pa bo verzija za tiste, ki imajo temnejšo in tiste, ki imajo svetlejšo. Bo pa vse v bež in takih odtenkih, ne zdaj čisto bež, ampak ne bo barve. Tako da ne bo neke žive barve. No, jaz sem na svetlem. Si na svetlem, no bo za tebe tudi. Zdaj, če se malo še lotima tega vplivništva, pa me zanima, imaš res tako močno skupnost takih se mi zvestih sledilk, ki ti res sledijo in te podpirajo, pa me zanima, kako jemlješ ta vpliv oziroma moč, ki ga imaš da lahko z nekim svojim glasom, z nekimi svojimi idejami vplivaš na tako število ljudi. Kako na to gledaš? Malo si včasih zamisliš, da res moraš paziti, kaj delaš, ker vseeno to gleda ogromno ljudi in jaz sem včasih tako malo pozabiš na to, logično, ampak meni je to še vedno tako neverjetno, saj tudi tako dobiš kako povabilo za intervjuje ali pa ko nekoga kaj zanima o tebi si včasih, jaz sem še vedno včasih malo tak presenečena, kaj ne bi ljudi toliko, oziroma ne počutiš se, da si zdaj ti nekaj posebnega zaradi tega, ne, ampak ja, vedno bolj, ko sem, sploh zdaj, ko sem mama, se mi zdi, da je res pomembno, da dobre stvari objavljaš, da je pač, da vplivaš tudi na mlajše punce, dosti mlajše od mene mogoče, čeprav jaz imam po moje eno tako zrelo publiko, ampak še vedno kakšne najstnice seveda se najdejo, ne, tako da to moram zelo paziti, ja pa res, da se eno hočem ostajati odprta glede vsega, ne želim zaradi tega nekaj skrivati, verjetno ne
ne vem, kakšne stvari, ki so mogoče marsikomu take že kontroverzne, kakšni plastični posegi, operacije, pač se ne da, zdaj tega jaz delam ogromno, ampak ko sem pač naredila, sem povedala, nisem želela tega skrivati, ker se mi zdi pa vseeno boljše te stvari odprto deliti, kot pa da samo skrivaš in potem mislijo, da je nekaj možno, kar pač ni možno. Tako da jaz vedno tako gledam na to. Tako da mešani občutki glede tega, no. Pa ko sem glih pri tej temi, koliko pa, a imaš postavljeno mejo, kaj deli sledilci, kje pa tista meja, tega pa ne bom nikoli delila, naprimer. Ali imaš to tako zelo zabrisano, pa se prav po občutku odločaš? No? Ja, zdaj, da bi prav imela neko temo, ki je ne bi želela deliti, je nimam zaenkrat. Sem pa mogoče malo bolj začela paziti, kaj delim. Glede otrok, pa tega se mi zdi, da zdaj, ko sta malo večja, ni potrebno, da je ravno vsaka stvar toliko izpostavljena javno. Tudi ne bi želela, da bi res v prihodnosti imela kakšne težave zaradi tega v šoli ali pa v vrtcu. Tako da samo glede tega. Glede sebe pa se mi zdi, da ne delam nič kaj takega, kar bi mogla skrivati. Tudi ne vem, karkoli se mi takega zgodi, poskušam na neki estetski ali pa lepi način povedati. Tako da zaenkrat, tako da bi se zdaj z glave spomnila neko stvar, ki je striktno moja, ne govorim zdaj ravno o nekih poslovnih skrivnostih, to se mi zdi, da je taka stvar, ki jo pri sebi držim, ker je vseeno pač podjetje, je nekako ločeno. Kar se tiče tega, pa poskušam pač deliti svoje vsakdanje življenje, pa neke odločitve na neki način, s katerim upam, da ne samo, da jaz zdaj to delim, ampak da tudi mogoče pomagam komu drugemu, ker se smo na koncu vsi na istem, ko dobro pogledaš, marsikera punca se potem s podobnimi stvarmi sooča in ja, včasih je fajn najti koga na Instagramu, ki ima podobne stvari kot ti, ne. Pa zdaj, ko si želih omenila otroke, me zanima, kako mnenje imaš glede izpostavljanja otrok na spletu, ti tudi pač izpostavljaš, tudi jaz jih, pa me zanima, zakaj, a si razmišljala o tem, a boš ali ne, pa zakaj si se potem odločila za ja? Ja. Jaz nikoli ni bila pri meni ta debata, meni je bilo to, ko sem jaz rodila Elo, pa ko sem bila, jaz sem ful nosečnosti delila, se mi zdi, da je takrat tudi moj Instagram precej zrastel, zato ker je bilo, ne vem, pa mogoče tudi povezano, ker je bila ravno korona, skratka takrat se mi zdi, da je bilo ful zanimanja, glede nosečnosti, vsaka stvar je bila pač ful zanimiva in takrat mi je bilo logično, da potem delim, pač, ko sem rodila in nikoli nisem imela slabega občutka glede tega, dokler niso drugi začeli govoriti, da je to slabo, jaz nisem tega nikoli videla kot slabo, jaz sem bila najbolj srečna, jaz imam zdaj mojo Elo, jaz želim seveda njo deliti s svetom in takrat mi ni bilo, tudi etiko je bil dojenček, se mi ni zdelo, pa tudi ni mi žal recimo, ne bi zdaj spremenila tega, mi je čisto okej, nisem imela nobene slabe izkušnje, tudi tako vem, da me vzgojiteljice gledajo, vem, da pač starši od otrok spremljajo in nimam slabe stvari, ampak ne vem pa, zdaj ko bo ta, vedno ko sta pa starejša, seveda jih ne bi snemala, če njima ne bi pasalo, take stvari pa pazim, ampak moja Ela je, ne vem, ali zato, ker sem jo jaz toliko preslikala življenju, ali pa ker ima malo mojega karakterja, ampak ona pač prav hoče, ona je prav užaljena, če jaz rečem, Eli, zdaj pa se bo mami sama slikala, ne, to ne gre skozi, tako da moram to res na lepi način izpeljati, tako da ni, da bi ona ful uživa v tem, recimo Eti ne toliko, pa ga zato tudi ne na toliko snemam, ampak jaz vedno mislim, da sem zelo lepo delila te trenutke, da tudi slike, ki so bile vedno estetske, nisem nekih neprijetnih trenutkov, ki bi otroka, ne vem, zaznamovali ali pa kaj delila. Kaj bo pa za naprej, pa nikoli ne veš, ne? To je tako vedno odprta zadeva. To je vedno tako aktualno in pa ne veš, kam te pripelje. Kako pa se spopada z nekimi pritiski, oziroma jih sploh imaš, kako čutiš to javno življenje in izpostavljenost? A si imela kakšne slabe izkušnje s tem? Pa razen teh nekih tu pa tam kakih neprimernih komentarjev, ki jih dobiš, ki pač po moje smo jih vsi vajeni, da bodo. Neke zelo slabe izkušnje nisem imela, je pa res, da se mogoče zadnje leto, dve zavedam, koliko se mogoče ljudje, ki te poznajo ali pa te tako bežno poznajo, bolj vseeno pogovarjajo o tebi, pa mogoče ni vse pozitivno, ker seveda ne moreš vsem ustrezati. Tako da pri meni je bolj tak mogoče, da neke negativne stvari niti ne pridejo do mene in mi je včasih celo bolj še tak, ker si mislim, jaz lahko lepo samozavestno delam to, kaj delam dalje, kot pa če vem, kaj si vse mogoče ljudje mislijo, boljše, da ne vem, živim lepo svoje življenje dalje. Tako da neke zelo negativne izkušnje nisem imela, je pa vedno seveda neka, po moje, kakšna zavist in pa neki ljudje pač včasih kaj ne odobravajo, pa to potem glasno in jasno povejo. Tako da ne vem, zaenkrat, meni nič, kaj bi me odvrnilo od tega, mi je bilo vse super. Pa se tako si rekla, si naredila neko distanco med tem, a veš, in pol, da se te take
stvari dotakne, in tako na koncu Ja. pomembno, kaj se tvoji bližnji mislijo. Pač, To je najpomembnejše. Pa jaz sem ja. tudi taki mali krog ljudi, da pač nisem obdana z res ogromnim številom vsakodnevno. Se mi pa zdi, da meni tudi dobro je to, da ker ličim in dosti pač teh punc tudi v živo srečujem, da potem imajo neko drugačno mnenje o meni, ker mogoče na Instagramu res drugače zgleda kot pa v živo. V živo pa, ko te nekdo sreča, pa sploh vidi, da si pač čisto normalna, navadna oseba. In, Še bolj kul, ne? Ja, kakor na upam. Instagramu. Zdaj, ko si se glih malo dotaknila ličenja, Ja. me zanima, kakšne imaš kakšne lepotne rituale, ki jih dnevno narediš in jih nikoli ne izpustiš? Ja, zadnje čase sem res dosti v negi, mogoče celo bolj kot v make-upu, ker sem zdaj res ugotovila, da se, ko si malo starejši, se ne govorim, da smo stari, ampak pri 18 si ti lahko privoščiš marsikaj več pri make-upu, zdaj pa se mi zdi, da hočemo izgledati malo bolj taki classy in vse. In je bolj pomembno, da je osnova dobra, pa potem samo make-up, da je pika na i. Tako da ogromno se pač posvečam temu, da imam res negovan obraz, da recimo jaz imam težave včasih z kakimi mozolčki in to še vedno, kljub temu, da sem 32 stara in ne vem, kdaj se bo to končalo, tako da res pazim, ne vem, da uporabljam brisačo posebej za obraz, to so me naučili take stvari, da si redno uporabljam, pač vaša kozmetika mi je tudi dobra, ker je naravna, tako da poskušam res ostajati na teh nežnih stvarih. Ni mi pomembno, da je za nekaj ful naparfumirano, pa ful močno, ampak to. Tako da ja, peelingi za telo, pač ni da ni. Če se le da, si vzamem tistih par minut zraven in se razvajam. In eni bo rekli, pa kak lahko to zraven otrok. Ampak če imaš mislim, če hočeš, boš našel čas. Ja, če si želiš za vse, Ja, to se itak. mi zdi. Pač prioritete si moraš postaviti, Tako. kaj ti je najbolj pomembno, pa se bo vedno najde cajt. Ja. Zdaj pa še moja glede estetskih posegov, ko si že tudi malo omenila. Ja. Pa me zanima, se mi zdi to taka res taka malo kontroverzna tema. Ja. Če lahko mogoče kaj malo več poveš o tem, zakaj si se za določene odločila, Ja. pa je to nekako bilo povezano s samim delom kot vizažistke, ali je to odkot si pač ta je želja to prišla, prišlo, ja. Pa mogoče za koga so primerni? Ja. To je vedno tako kontroverzna stvar, zato ker res jaz nikoli nikomor ne bi želela ga potiskati v to, sploh ne. Se mi zdi, da še vedno je boljše, da si zadovoljen samo tak, kot si, ampak jaz sem sama sebi včasih naporna, ker sem pač res taka perfekcionistka, ko bi rada imela vse super in to včasih pač ne gre. In ravno to, jaz sem šla na operacijo nosa pred, mislim, da 4 leti in to je bila ena res stvar, ki me je motila iskreno, zato ker sem ravno to, ko si rekla, iz make-upa, jaz sem ves čas se snemala, slikala in tudi gledala druge in to je vedno obraz ful izpostavljen in jaz sem imela dejansko na nosu tak bunko ven in to je mene pač motilo, ker kakorkoli sem se obrnila, je ta bunka bila ven in jaz mislim celo, ni 100% dokazano, ampak vem, da ko sem bila otrok, enkrat sem dobila en udarec v nos od enega fanta, ko smo se igrali in takrat je meni ful kri tekla in jaz mislim, da sem mogoče celo imela malo poškodbe in seveda jaz ne morem pač tega pustiti na miru, pa sem rekla, pa zakaj ne bi, če je opcija, da se to da popraviti. In sem šla takrat na operacijo nosa in to sem takrat tudi javno delila. Ne vem, zakaj zdelo se mi je, da pač ni nič takega. Meni se še zdaj ne zdi nič takega in je bilo ogromno vprašanj, toliko koliko mogoče na eni strani je ful kritik, kaj ona to oglašuje, po eni strani, čeprav ni bilo sploh sodelovanje, to je bilo pač čisto deljenje moje izkušnje, po drugi strani pa še do danes ful enih vprašanj glede tega in se mi zdi, da marsikdo pa je mogoče se pol na podlagi moje izkušnje lahko odločil za ali pa proti na koncu koncev. Tako da nos je bila ena stvar, ki je mene iskreno zelo motila, medtem ko prsi, ko pa sem šla zdaj pred 1 letom pa pol, to pa ni bila neka stvar, ki me je ful motila, to pa je bilo pač, seveda ni več izgledalo briljantno. Po 2 otrocih je težko. Ni izgledalo briljantno, ja. Se je vse skupaj malo užalostilo. Lepo si se izrazila, ja. Ampak tudi nisem nikoli, da bi želela zaradi velikosti jaz nekaj, mi je bilo čist cool tako, kot je bilo, ampak se mi je včasih zdelo, da me je postaralo, da pol sem bila v telesu, kot da sem bila, ne vem, 50 stara, ker je bilo pač tak. In ni mi bilo nujno potrebno, ampak ker se je pojavila možnost, sem rekla, bom poskusila in sem ful vesela, da sem se pač vse od procesa je bilo vse tako hitro, ni bilo
nekega težkega okrevanja, pa tudi zdaj se mi zdi, da sem nekako malo bolj, mogoče pri oblačilih ne rabim toliko paziti. Prej me je vse motilo, za me pa ne, ker je pač vse tako, kot bi naj bilo. Tako da, ja, to sta moji dve izkušnji in obe sta pozitivni na srečo. Vem pa, da ni vedno vse pozitivno, da pač lahko je marsikaj narobe in tu bi jaz rekla, da pač dobro premisliti, pa mogoče ne, da si zdaj ful mlad, ko se za to odločiš, ker jaz sem vseeno to okrog 30. leta šla opraviti, ko se mi zdi, da sem sama pri sebi razčistila, da to ne bo zdaj vplivalo na mojo samozavest oziroma malo ti že pomaga, ampak če si ti ful slabo počutiš v sebi, ti noben estetski poseg ne bo pomaga, moraš na drugih stvarih delati. To je pač ona pika na i mogoče, ko jo lahko popraviš. Hvala, se mi zdi, da si res lepo povedala, no, da ni tisto, dajmo to delati. Ne, pa tudi zdaj mislim, da sem končala, tako da, that's it. Kako pa drugače skrbiš za sebe? Kako ohranjaš svoj zdrav življenjski slog, kar nekaj tudi o tem govoriš na socialnih mrežjih. Pa me zanima, kako to usklajuješ tudi potem z 2 otrokoma. Ja, koliko se le da. Res mi je pomembno, da dobro jem. Jaz sem velik gurman in mi je hrana zelo pomembna, ampak ni mi pomembno, da jem nezdravo hrano, pač rada imam zdrave stvari, pa mogoče večje količine zdravih stvari, ker jaz bi tako imela 6 obrokov na dan, če bi šlo. Predvsem večerje. Čisto razumem. Tako od kosila naprej bi kar nekaj snekala, tako da to mi je zelo pomembno, da so, ne vem, če se le da je kaj ekološko ali pa da vzamem iz domače, mislim, jaz nimam vrta, ampak moja babi ima ogromno tega, da jem kaj od babice, da so pač take stvari, ki niso zdaj nujno 100.000 nekih gensko spremenjenih organizmov in dodanih nekih stvari. Ogromno sadja, zelenjave, pa zelo rada si kuham, tako da meni to ni težava, jaz si rada naredim neke te stvari sama. Tako da stran od neke hitre hrane in pripravljene, ker vem, da v teh raznih restauracijah, tudi kar je zdravo, je pripravljenost, Bog ve kakšnimi olji in dodatki, ne. Tako da, ja, to pa seveda poskušam ostati aktivna, kar je pa malo pri otrocih, ne, malo težje, ker dopoldan vseeno imam pač delo, imam dosti dela in pol ne morem tega stisniti še noter in zdaj sem se odločila, da bom hodila na neke dolge sprehode, ker je to po moje ne samo za fizično zdravje, ampak tudi tako za mentalno je ful dobro pravijo, da si malo misli daš na off in hodiš in ja, tako da to je moje. To je zdaj, sem začela, ampak ni pa še tako daleč, da bi bilo to moja navada. Da pravijo, da moraš nekaj časa to delati, da ti pade, da pridem navada. Ja, pa ne moreš brez tega. Upam. Se pa se mi tudi pa malo lažje, ko so otroci malo večji. Pa ja, pol bodo pač šli zraven, ali kaj. Ne, tako ste zdaj stara, 2 pa 4. Ja. To si zdaj. Saj sem najtežji. Kako pa v bistvu pol usklajuješ? Kako so v bistvu otroci spremenili tvoj življenjski stil, tvoj življenjski slog? 100%, vse na glavo. Ampak bom rekla, da ne smem se pritoževati, ker imam res babice, ki so vedno pripravljene poprijeti. Tako da jaz živim, recimo, delam še vedno iste stvari, kot sem jih lahko midva z Markotom, zelo rada hodima v kino, kaki wellness ti rada privoščima in to nama še vedno omogoča babice, ki so zelo prijazne, so na najini strani. Pač babice itak so take so, da imajo rade, mladostne bom rekla, ni jim težko. Drugače pa, ja, je pa čisto drugače. Mislim, z otroci, jaz sem bila vedno tisti tip osebe, ko sem za sebe poskrbela, jaz sem pač imela sebe na prvem mestu in sem mogla zadati sebe na drugo ali pa tretjo zdaj že, ne. In ja, pač si vzameš one pikice, tako sem rekla, si mogoče vzamem 1 urco časa, da ne vem, pogledam kako stvar ali pa si naredim nego telesa malo daljšo, pa si tu vzamem ono, da se počutim dobro v sebi, ker vseeno rabiš nekaj, da se ti počutiš okej. Tako da moja, zdaj ko po tem dojenčkastem obdobju, ki je šlo mimo, ko je dojenje mimo in to zdaj se mi, da se spet počutim jasna zdaj. Je pa bilo vmes kar malo burno, ko živiš v bistvu 100% časa za drugo osebo, ampak vem, da se to nikoli več ne bo vrnilo in po eni strani mi je žal, da je to mimo, ker je bilo lepo. Hiter gre, je bilo lepo, ja, je šlo mimo in ja, nista več dojenčka, to je to. To je to. Pa me za konec še zanima, kakšen nasvet bi dala ženskam, ki bi želele ustvariti neko svojo blagovno znamko, neko svoje podjetje? Kako začeti? Imaš kak tak svet dober? Najprej, pa se to je tak basic, ampak ne se ozirati na to, kaj bodo drugi rekli, ker to je največji morilec san po moje. Pa mogoče res izhajati iz sebe, tisto, kar je tebi neka res tisti passion, nekaj, kar čutiš, da je tvoje poslanstvo. Pri meni je bilo to, ne vem, make-up, lepota, organizacija, to mi je bilo zelo pri srcu. Zdaj
če si ti čisto kontra oseba, če nisi za to, pač ne se spuščati v podobne stvari, pač najdi tisto, kar je tebi, ali to izhaja iz športa, ali zdravega načina življenja. Se verjetno tudi ti, ko si začela, si sledila temu, kar te dejansko kar ti je najbolj veselilo, veseli, kar ti je všeč, se moraš najti. Ker zdaj se mi zdi, da včasih kdo marsikaj gre samo zaradi denarja, oziroma misli, da če je njemu uspelo, pa bi jaz lahko isto naredila, ampak pol, če ti tega ne živiš, se ne bo razvilo v tako stvar, kot bi želel. Tako da samo to pač, sledi temu, kaj želiš, ne se bati, ne skrbeti za to, kaj bodo drugi rekli, pa vseeno mogoče poskušaj ostajati neki inovativen, ne zdaj kopirati, ampak tudi če ti je kaj všeč, naredi tisti neki svoj twist na to stvar, ker se nekaj novega izumiti v današnjih časih je težko, je nemogoče, ampak lahko pa vseeno daš tisti svoj štempelj. In jaz mislim, da če je pol neki produkt ali pa storitev kvalitetna, to pol govori samo za sebe. Ker ni pomembno samo prodati ali pa nekaj spraviti ven, ampak pomembno je, da potem oseba seveda zadovoljna s tem. In taka se pol vrača. Vrača, tako. Ja, tako da, sej teh je po moje, ker teh na svetu je ogromno in moraš pa biti tip osebe za to, po moje. Mislim, da si to super povzela in povedala. Hvala ti za današnji pogovor. In posmej. Čau. Čau.